to treba enkrat, ja. A si zdaj ti bolj ta človek, ko mora najprej iti počivati, da bo lahko posodo pomil? Ali si bolj človek, ki mora najprej posodo pomiti, da bo lahko šel pol počivati? Ta drugi. Ful mi je všeč, ful dobro vprašanje. Ful dobro. Ampak bi sam dodal, da se mi zdi, da če pritrdilno odgovoriš na prvi primer, Ja. da še to ni nujno, da si lenuh. Ne, to itak da ne, ampak... Da ne namiguje tok na to. Ja. Na kaj pa namiguje pa v tem Ja, primeru? Zdaj kar povej. Jaz imam ta ekstrem, recimo, da ko imamo obiske, Ja. da bi rad čim prej pospravil. Fucking OCD. Da ne morem, da bi že pač nosil bi rad stvari iz mize, ko je še folk tam. Pa to niti približno ne pomeni, da jaz hočem, da grejo oni domov. Ja, itak je. Sam, Fajn je, ko je clean. ne vem, ne, ni to. Meni je sam tist, da so zdaj vsi šli domov in zdaj imam še vse tole za narediti. Aha, okej. Ja. Mene je tudi to fajn, že tudi recimo, če kuhaš nekaj, jaz ponovadi pol probam čim bolj sproti, tako da pol v bistvu, ko si konc nimaš zdaj en kup posode, zdaj ko smo jih pri pomivanju, ampak da imaš še sam tiste minimalne stvari, da res pač itak vmes načeloma, če ne delaš, zdaj ne vem kva, Ja. boš kamot sproti pač popucal, no. Ja. Da ti ne ostane, ful dobro, ko kdo pol, Je pa- ja. Oprosti, Ni panike. sam dodal bi še, da sem razmišljal, da je to pa lahko ena oblika tega, da spet nisi prisoten. Ja. Spet bežiš od trenutka Ok, v nekaj, kar pač moraš narediti, nekaj, kar te bo pol oviralo, pa tak ne. no to, ko si zdaj omenil, zdaj probavam recimo, zdaj ko smo sploh pri obrokih, pa pri posodi, pa pri hrani, prej pa pri strigah, da probam to narediti, da bolj počas jem na splošno, pa da mi ni da se trudim, da ne grem pol takoj vstaneš, pa zdaj greš pomivati pa ampak da probaš, sploh če nas je zdaj več, da malo sediš še dan, tudi če je pač cluttered, Ja. kar mi gre na živce. Meni je to res ekstremno. Tudi če sam jem, Aha, okej. jaz mogoče bom res zadnji jedo bom še, pa ko bo pač prazen taler bom Že ostal, pomil, pa okej. nesel. Ja. In to je ful No, prej bom slabo. dal vse namočiti, da mi lahko pol. Sem se pa odvadil zdaj nekako konzumiranje vsebin med tem, ko jem. Ja, da takrat, ko ješ, res ješ. Ja. Mislim, da je to pač bolj feeling, da ti dobiš nek ta čas nazaj, ki ga drugače Ja. nimaš. Jaz probam drugače, to, ko sem rekel, da res si vzameš pač čas, pa sploh, če imaš še koga zraven, da pač res še da rabi zdaj takoj pač spravi, da to narediš. Pa tudi na splošno pol, da je vse bolj easy, da ni zdaj tistega laufanja. Edino, kadar si pustim cluttered sproti, ko se mi res modi in pa imam res kuhno, vse ko smo specifično pri tem. No. Ampak tudi kjerokoli drugo stvar delam, ne vem, karkoli bom pač delal, da res že sproti si omikaš stvari, pa da probam že razmišljati 3 korake naprej, da vse splaniram, pa dam v Excel. Ja. A misliš, da ni to skozi neka podzavestna težnja po nadzoru? Možno. Mislim, ne vem, če je zdaj glih. Ne vem, jaz mislim, da a je pol vse, kar planiraš, pa da si narediš, da te life pol lažje, da je to težnja po nadzoru. Ker recimo jaz lahko, tudi če nimam nič več danes za narediti, pa če se vrnem zdaj nazaj na kuhanje, bom šel vsaj en probo čim prej vse spucati, tudi če pol ne bom nič več delal, zato da nimam pol tistega dela vmes, ampak sem to že tek sproti naredil. Veš, da čim bolj efficiently ta čas porabim, za karkoli delam. Ja. Ali pa te probam recimo čim bolj stvari batchati, karkoli delaš. Ja. Ne vem, no, da nimaš toliko, Mislim, da ne porabiš niti fizične, niti mentalne energije zdaj za neko stvar, ko bi lahko jo pač naredil sproti. Pa... Jaz mislim, da isto razmišljam kot ti, ampak se mi zdi, da je vse to, kar delaš, zato da bi bil produktiven, Ja. na koncu lahko konstanten pritisk na možgane, ker skozi razmišljaš o tem, kaj bi lahko naredil,
verjetno. Da si optimiziraš življenje. Ja. Ja. Samo misliš, da je zdaj optimizacija povezana z nadzorom ali je bolj to, da si tip, ali veš, kaj meni recimo full fine pol, ker jaz bolj bom po moje sproščen, če nimam zdaj nekih stvari, ko bi jih lahko že sproti naredil. Pa pol, ko gledam, kako nekdo to dela, pa mu ustaja stvari, sproti sem tako, oh my god. Določene stvari so povezane z nadzorom, bolj sigurn, ampak tako sem rekel, tudi če nimam pol nič za del, bom si rajš sprot porihto, pa pol, če hočeš lenarim, brez da bi imel v glavi nekaj še moram zrihtati. Ampak kaj je tvoja ideja lenarjanja? Ker meni je težko. Lahko je lenarjanje, če hočeš tudi to, da pač se vležem, pa gledam eno serijo ali pa nekaj. No, ampak meni je to težko narediti. Kaj ti je težko narediti? Se vležt pa gledati serijo. No pa če sem dal za en primer, razen če sem z nekom, ki bo tudi to delo. In je to zdaj skupno doživetje. Ker imaš vedno nekaj za narediti. Ja, to. Ja. Pač, in to ni v redu. Mislim, imam recimo, oziroma prej sem imel več, da sem imel te momente, da zdaj pa bom jaz malo čilil, pa veš nekaj gledati. Ampak tudi, mislim, ne vem, jaz ful po moje nisem tako veliko serij pa filma pogledal zaradi tega, ker pač mi je to malo waste of time načeloma. Ja. Odvisen zdaj spet, no, kdaj, ampak na ta način. Jaz njih ogromno, ampak zameri manj. Pa bi jih rad, ampak mi je to se ful grozno to v bistvu, da mi je pač mi ni do tega, če sem pač sama. Ja. Me je ful zanimivo to, ko si prej rekel, če sem recimo sam bom mogoče v tistem času, ko jem še kaj gledal zraven, zato ker pol ne bom gledal zraven, nekaj druga delo, spet nekaj. Ker to vidiš kot aktivnost, med katero lahko nekaj druga delaš. Ja, ali pa sigurno še delaš pol nekaj vmes. Pač, no, probam si vzeti tak, da res sam, to je zelo dobro, ko si rekel, da res, ko ješ, sam ješ, da ni zdaj to neki usput, ker se tudi naješ, po moje drugače, ampak vedno je zelo pogosto še nekaj zraven, pa sam. Ali bom upravil nekaj druga, ali nekaj napisal vmes, ali bom... Čeprav sam gre mi pa na živce, da bi zdaj imel hrano pa laptop zraven. Ali pa nekaj, to mi je pa ful najetre. Jaz moram pol jem, pa lahko nekaj dela zraven, ampak pol bo treba odstraniti, pa mizo pobrisati. Pol pa lahko dam računalnik. Mislim, tudi če sam nekaj poslušaš, se že odvračaš pozornost. Ja, no se itak je. V bistvu smo se odvadili, ne pustimo si več, da bi nam bilo dolg cajt. Pa bi si ful mogel, ne? Ja. Ja, to je zdaj kar problem, da je pač res si bombardiran z preveč informacijami. Ker se naučiš, da moraš imeti pa skozi tisto stimulacijo. Naprimer, stojiš v vrsti. Pa daš takoj telefon ven. Ja. Ali pa greš na WC, pa daš telefon ven. Ja, ker boš zamudil, ko piše na internetu. To je ful res, ja. To je vedno, to se mi zdi, da tako imamo zdaj vsi problem s tem, ali pa vsi, ki so mlajši od... Ja. Pa tudi ne vsi, ki so mlajši, tudi poznam dosti starejši, ko pač TikToka. Recimo, če ste ful navajeni, da ko se vozite v avto, poslušate podcast ali pa audiobook ali pa nekaj takega, začnite pač trenirati to, da vsake toliko cajta nimaš nič pržgan. Pa se pač voziš nekaj časa brez, da imaš karkoli. Tudi radio, ne. Pa od začetka bo kar intens. Ker nisi tega navajen, ker išeš, da moraš imeti nekaj zraven. Tudi ko se voziš, še včasih vzameš telefon, pa čakaš na rdeči luči, pa nekaj svojega stari, tako da boš kaj pridobil v tem času. Sam to imam jaz tudi včasih te hibe, pa nasplošno. Mi smo tako se mi zdi zasvojeni s telefoni. Sploh, če imaš neko tako, da se moraš malo ukvarjati s tem, pa te hitro potegne, da začneš ti nekaj swipati. Ja. Mislim, uspeva nama pa še, da uporabljamo TikTok da ga čim bolj samo za postanje. Ja, tako. Mislim, čim bolj za providati. Sam pogledamo parila na Instagramu. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Komentirajte, lajkajte in se naročite, ker če ne, se bo kaj zgodilo, Florian. Če ne bomo vašim najbližjim povedali vse vaše temne skrivnosti. Vse. Čau.